Prav lep pozdrav, spoštovani novinarji, spoštovani novinarji. Očitno, kljub dopustniškim dnem, pač nekateri ne dopustujejo, ampak glede na katastrofalno stanje v tej državi, se mi to zdi normalno. Zdi se mi seveda tisti, ki bi morali voditi vlado, po 3-4 dneh nimajo časa se odzvati na aktualne probleme, ki se danes tu v državi dogajajo. Videl z kolegom Francijem bova predstavila malo sklepe, ki smo jih predlagali, pa seveda tisti kvazi dopis, ki smo ga dobili strani SVRL-ja 14. julija v zvezi z zniževanjem na polovico sredstev iz tako imenovanega 21. in 23. člena. Veste, da v Slovenski ljudski stranki se intenzivno ukvarjamo z izkoriščanjem in koriščenjem evropskih sredstev, torej z vsemi 3 operativnimi programi, na katerih je cirka 5,2 milijarde, oziroma 5,1 milijarde sredstev, od tega 900 milijonov na kmetijstvo in 4,2 milijarde razdeljeno po ostalih operativnih programih. Kot veste, je prav prejšnji vladi, ko je bil Ivan Žagar minister in Franci Rogavec tudi državni sekretar, uspelo v enem letu po sprejetih programih v Bruslu za vse 3 operativne programe razpisati za cirka 1,5 milijarde evrov. Tej vladi v 3 letih pa ni uspelo več kot v 3 letih 1,5 milijarde. Ali torej 1/3 manj, oziroma samo 1/3 vsako leto to, kar je prejšnja vlada naredila v enem letu. Zato se danes postavlja, leto 2011 zaključujemo, počasi, resno vprašanje odgovornosti in seveda na koriščenju evropskih sredstev. Torej, mi enostavno zamujamo na tem področju. Mi morali imeti danes po dinamiki razpisano vsaj tam za okrog 5,5 do 6 milijard evrov. Če bi hoteli, torej tudi potem zahtevke podati v Bruselj za povračilo v proračun Republike Slovenije. Ker iz razpisa potem pridejo šele prijave, po prijavah pridejo pogodbe, po pogodbah pride izvajanje, po izvajanjih pride plačilo iz proračuna Republike Slovenije in po pregledu pride šele zahtevek v Bruselj za povračilo iz bruseljske blagajne v proračun Republike Slovenije. Zato v prvem sklepu zahtevamo, da nam vlada, Odbor za lokalno samoupravo, končno predstavi, kakšne spremembe vseh 3 operativnih programov je poslala v Bruselj in kaj se je dogajalo. Niti tega danes ne vemo. Franci lahko pove, da se kaj takega nikoli prej ni dogajalo, namreč najprej so prišli na odbor, ker sem pa sam tudi že 4. mandat in tudi vse skozi član Odbora za lokalno samoupravo, so vedno prišli na odbor in dobiti soglasje, kakšne programe bodo predstavili v Bruslju. Drugič, v drugem sklepu zahtevamo odgovor vlade, zakaj ni upoštevala sklepov, ki so bili sprejeti soglasno na Odboru za lokalno samoupravo in sicer na 5 nadaljevanjih z koalicijo in opozicijo. Torej, tam smo bili enotni. Tretjič, glede na katastrofalno stanje koriščenja evropskih sredstev, predlagamo vladi, da naj znotraj operativnih programov da na postavko krepitve regionalnih razvojnih potencialov. Včasih smo rekli 400, mogoče pa bi danes kar 600 milijonov evrov. Namreč zakaj? Na tej postavki krepitve regionalnih razvojnih potencialov je bilo 600 milijonov. Do danes jih je bilo razpisanih in tudi porabljenih 500 milijonov. To pomeni preko
kaj je to, 83-84% na tej postavki smo izkoristili. Bi občine izkoristili tudi 100%, če bi ta 6. razpis letos maja že bil tako, kot so, se ne vem, koliko ministrov je že pač bilo na tem SVRL-ju, torej obljubljali vsaki po vrsti prvih 14 dni, ko so prišli na to pozicijo. In torej to je način, na kateri, ker občine imamo programe, imamo projekte, če jih pač država nima načrtov za avtocesto, nima za železnico, skratka nima nič, občine pa imamo. Potem naslednji predlog sklepa zahtevamo od vlade, torej, kaj bo dejansko naredila, da bo katastrofalno koriščenje sredstev 36,9% za obdobje 2007-2011 in 24% za celotno obdobje 2013, torej naredila, da se bo to popravilo. V 5. sklepu zahtevamo račun, torej ne statistike, vse veste, kak je za statistiko, ko rečejo, da je večji priliv v proračun Republike Slovenije v nekem obdobju, kot je pa bil odliv. To je brez veze, ker torej vlada govori še o vseh tistih prilivih, ki so bili res 95% za prejšnjo finančno perspektivo, to je bilo 2-4-2-6, katero je pač vodila neka druga vlada, in ker je bila formula N+2, so seveda ti prilivi prihajali tudi v 2008, še v 2007 in v 2008. Torej, absolutno zahtevamo, namreč zakaj, da se ne bi zgodilo to, kar sem pač že omenil, da se lahko vsaj po, bom rekel, tem, kako torej, ekonomisti razpravljajo in tisti, ki se spoznajo v te zadeve tudi na čisti strokovni ravni, danes približno 1 milijardo do milijarde 300 milijonov že puščamo v bruseljski blagajni. To pa je seveda katastrofa v tem času. No in 6. predlog sklepa je seveda zahtevamo takojšnjo obvestilo občinam za 6. poziv, to pomeni še za tistih 100 milijonov, plus tisto, kar je ostalo. In glede na to, kar sem rekel, da smo dobili neki kvazi dopis 14. julija strani Igorja Strbčnika iz SVRL-ja, da bodo sredstva iz 21. in 23. člena razpolovile. Zdaj poslušajte kako, občine imajo proračune. V proračunih imajo razvojne programe. Sredstva iz 21. in 23. člena so lastna sredstva. To je tako vaša in moja plača. S tem jaz računam, ko vzamem kredit. S tem jaz računam, ko grem v neko investicijo. Je tako. In tudi občine s tem računamo. In v katere investicije smo šli? Ja, tudi v investicije, ki so vezane na evropska sredstva. In sedaj nek birokrat napiše, tega denarja ne bo. In to preden je sploh bil proračun sprejeti na vladi. Kaj še je v državnem zboru? Torej, danes smo 9.8. Namesto da bi SVRL za vsa ta sredstva, ki so po izvrševanju proračuna, po proračunu, skratka tako kot je, morajo imeti izdane sklepe občina, ker bi občina lahko šle v razpis. In zakaj ne morajo iti? Prvič, to so njena lastna sredstva, sedaj dobi neki kvazi dopis, nima sklepa, dokler nimaš sklepa po zakonu, ne moreš iti razpisati investicije, če nimaš finančno pokrite. In tretjič, če ti napiše, da bodo ti dali drugo polovico sredstev do marca leta 2012, vredo, ampak zdaj še ti ne napišejo, da lahko kršiš zakon o plačilu situacije. Veste, kako smo vezane občine? Na 30 dni. Prav je, da izvajalcev, ki so opravili plačo. Kaj so s tem naredili? Poslali v stečaje, propade, še vse tiste mala mikropodjetja po lokalnih skupnosti, ki obstajajo. Evo, danes se nam dogajajo na Ptuju nizke gradnje z 80 zaposlenimi. Kaj so pa ti delali? Ti niso gradili avtocest? Ne, ti so pa gradili vodovode, kanalizacije, lokalne ceste in tako dalje. 80 ljudi je danes na Ptuju, torej
pred stečajem. Tudi seveda zaradi teh anomalij, ki se dogajajo. In občine čakamo in stojimo, ker nimamo sklepov. Zakaj jih zadržujejo? Ne vem. Nimajo nobene pravne podlage. In ne morejo iti v razpis. A ja, sicer seveda, v Ljubljani je to drugače, ne? Ti greš decembra v razpis, ko je sneg, mislim, takrat delaš razpis. To, če si birokrat, mislim, to je čisto vseeno, ne? Kaj pol, ne? Izvajanje je pa pač malo drugače, ne? Potem narediš razpis, izbereš, počakaš, da ni pritožbe, izbereš izvajalca, potem mimo grede, ne, je potrebno še celo to izvesti. Ali mislite, da prije na koncu samo še podpisana bjanko situacija, pa izstavljena pa denar iz blagajne? Mislim, resnično ne razumemo, kam se ta svet vrti s to vlado. Hvala lepa. Francija. Hvala. Kot je že omenil gospod Pukšič, je danes z nami tudi gospod Franci Rokavec, nekdanji državni sekretar v službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, tudi član Združenja združenja občin Slovenije in pa tudi sam župan občine Litija. Prosim še njega, da nam predstavi svoj vidik. Ja, lep pozdrav tudi v moje imenu. Zagotovo pač že to, kar je kolega župan in poslanec Franc Pukšič povedal, pač kaže na to, da so določeni ukrepi, ki smo jim priča v letošnjem poletju, skregani zdravo logiko in seveda tudi sami sabo. Namreč predložen rebalans proračuna, saj po bežnem pregledu, jasno kaže, da se je vlada tudi odločila za krčenje oziroma zmanjševanje postavk, se pravi pridobivanja evropskih sredstev. Se pravi, tukaj se nam zastavlja resno vprašanje, ali se je vlada s tem na nek način odločila tudi, da bo zmanjševala že sedaj vprašljiv v višino črpanja evropskih sredstev, ki je komaj na 50% od planiranih sredstev, se pravi prihodkov. To je zagotovo prva nelogična poteza, ki se mi zdi, da bo imela daljše, bolj dolgoročne posledice. Druga zelo zaskrbljujoči podatek je pa v tem, da, tako kot je že kolega Pukšič povedal, čas za možnost razpisa na posameznih operativnih programih se zelo hitro izteka. 31.12.2013 bo zelo hitro tukaj. In po 31.12.2013 ne bo možno več razpisovati nobenih novih razpisov in je mogoče sedaj tisto vprašanje, da se bo imel možnost do leta 2015 koristiti sredstva, to drži, vendar bodo morali biti vsa razpisana sredstva in podpisane pogodbe storjene do 31.12.2013. Zato smo tako zaskrbljujoči nad seveda podatki, ki so v tem trenutku prisotni. In tukaj predvsem je zaskrbljujoč podatek realizacije kohezijskega sklada. Ta je seveda samo v višini dobrih 10%. Nekaj boljši, pa še vedno slab je položaj na socialnem skladu. Precej boljši pa seveda na regionalnem skladu, če gledamo te odstotke, vendar zaskrbljujoče, ker te odstotki bi se morali danes gibati že bistveno nad 50%, če bi želeli pač doseči zastavljeni cilj, počrpati vsa sredstva. Zato seveda predlagamo za vsemi temi predlogi sklepov in sklicom izredne seje odbora za lokalno samoupravo in regionalno politiko Državnega zbora, da se končno pač pogleda resnici v oči in tudi sproži potrebne mehanizme za pospešitev črpanja. Nujno je seveda potrebno, se pravi, spremeniti operativne programe in seveda na tistih segmentih, ki so se do sedaj pokazali, da so učinkoviti znotraj kohezijskega sklada, znotraj socialnega sklada in znotraj regionalnega sklada zagotoviti bistveno pospešitev črpanja. Namreč v letu 2012 in 2013 se morajo zgoditi vsi ti postopki za pač preostala sredstva, ki so še na voljo. Teh namer, da se bodo te trendi bistveno spremenili, v tem trenutku nimamo. Najbolj
je na nek način presenetljivo to, da se odbor državnega zbora za lokalno samoupravo in regionalno politiko sproti ne obvešča in informira o, se pravi, potezah in načrtih sprememb operativnih programov, kar bi dejansko vlada oziroma pristojna služba morala storiti. Drugič pa seveda, da na podlagi te neinformiranosti v tem trenutku se ne kaže nikakršni napori in učinki, kako prideti do pospešitve črpanja sredstev. Kolega Pukšič je že povedal, zagotovo je na regionalnem skladu se pokazal kot zelo učinkovit inštrument razvoja regij. Tukaj so postopki zelo solidni in zagotovo bi bil najbolj optimalen način pospešitve črpanja regionalnih sredstev, preusmeriti določen del sredstev na seveda postavko krepitve regionalnih razvojnih programov. S tem seveda vemo, da imamo občine celo vrsto projektov že v tem trenutku na zalogi, pripravljene in ki jih lahko seveda na nek način aktiviramo dobesedno jutri. In z tega vidika je nam nerazumljivo, da se tudi 6. razpis odmika, že od maja meseca, zdaj smo v avgustu, nikakršnih napovedi in zagotovil ni, da se bo to zgodilo v jeseni, čeprav je bilo na nek način vedno to za strani vladne službe povedano. In zato želimo za sklicom izredne seje res spodbuditi in na nek način je to zvoljenje 5 minut pred 12, da se na nek način zavemo resnosti položaja pri črpanju evropskih sredstev, ker v tem trenutku je nerazumljivo, smo v globoki krizi in samo evropska sredstva nam lahko pomagajo hitreje prebroditi določene težave, ki jih imamo sami, za zagotavljanje ustreznih finančnih virov. In zdaj v tej povezavi je pa seveda nelogičen tudi ta dopis, ki ga je kolega Pukšič omenil za dne 14. julija od, se pravi, pomočnika direktorja regionalnega sklada, službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko gospoda Strmčnika, ki pa že kar navaja, da bo prišlo do zamika izplačila sredstev, glede na dosedaj nikakršne pravne formalne osnove za tak dopis. Namreč takrat niti ni bil še sprejet rebalans na vladi, rebalansa seveda še zdavnaj ni bilo obravnavanega, kaj šele sprejetega v državnem zboru, da bi se lahko že ravnali po, se pravi, novih postavkah, ki so na nek način v tem trenutku šele predvideni. Ampak to še ni največji problem. Največji problem je v tem, da se spet reže na tistih postavkah, kjer se je na tem 23. členu zagotavljalo sredstva za lastno udeležbo občin pri pokrivanju lastne udeležbe pri evropskih projektih. In se pravi, na nek način imamo občutek, da se je država odločila, da noče počrpati evropskih sredstev, da želi ta sredstva obdržati v Bruslu in da se na nek način s temi ne bomo ukvarjali. Mimogrede pa velikokrat slišimo, da vse občine imajo pa dovolj denarja. In to je res na nek način neracionalen in sam seboj skregana logika takšnega razmišljanja. Zato seveda apeliramo, da bi za to nujno sejo odbora Državnega zbora za lokalno samoupravo in regionalno politiko prišlo do jasne informacije, kakšne spremembe operativnih programov so bili doslej sprejeti, kakšni so načrti za naprej in da se na podlagi temeljite obravnave na seji odbora pride do hitrih in učinkovitih ukrepov za spremembo smeri in seveda učinkovitosti črpanja evropskih sredstev. Najlepša hvala, gospod Francu. Če je to vse? Morda še to vprašanje, ja, prosim. Zdaj ne vem, če sem vas pravilno razumela, ker ste hodili povedati, ampak tukaj sem brala še v teh vaših tekstih. Vse to ni enostavno materija, ne? Ne zelo. Ja. Da je problem
tudi s temi zahtevki, skratka, da je bilo 43 milijonov evrov zahtevkov pripravljenih, 232 milijonov evrov pa še vedno ne, skratka, da so zaostanki. Kaj točno to pomeni, oziroma kje to nastajajo ti zaostanki? Ja. Gre problem predvsem pri samem postopku, se pravi, obdelave teh zahtevkov do, se pravi, Evropske komisije, našega nadzora in tako naprej. Sam postopek je kljub vsemu dosti zapleten, šele ko pride do odobritve na pristojnem organu upravljanja, se pravi, vsak sklad, vemo, upravlja druga inštitucija, z socialnim skladom pokriva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, regionalni sklad pokriva SVR, kohezijski sklad pa si ga delita, se pravi, Ministrstvo za promet in Ministrstvo za okolje in prostor. Čeprav ima pri kohezijskem skladu in pri socialnem, se pravi, vlogo koordinatorja služba vlade za lokalno, se pravi, regionalno politiko. Ko so te zahtevki pri nas, se pravi, že odobreni, morajo iti še čez urad za nadzor proračuna oziroma na Ministrstvo za finance in šele po tej preverki gredo lahko seveda zahtevki na Evropsko komisijo. Ne? Se pravi, ta postopek obdelave najprej na organih upravljanja in uradu za nadzor proračuna na Ministrstvu za finance je po naši oceni bistveno predolg, prezapleten in je potrebno bistveno pospešiti. In tukaj nastaja ta tako zvani zamašek, ne, ki preprečuje, da bi lahko te postopki, se pravi, in te zahtevki hitreje prišli do Evropske komisije in seveda tudi potem do, se pravi, povračila sredstev. In seveda, če te postopki traje predolgo, je zagotovo tudi breme za državni proračun večji. Ne? In naša bojazen je, da kjer je seveda problem na nek način tudi z likvidnostjo in z zagotavljanjem sredstev v državnem proračunu, da se je na nek način enostavno pristopil k preko zmanjšanju dinamike, se pravi, črpanja, zato da se na nek način tudi, ker se ni odpravil ta zamašek, na nek način zagotavlja manjša likvidnostni problem pri izvajanju državnega proračuna. Morda še kdo? No, še eno vprašanje. Tukaj ste razlagali težavo občin, zdaj v tem primeru, da se, vi ste rekli, da se je vlada odločila, da počrpa manj, kot bi lahko. Kaj točno v tem dopisu, pa če čisto laično razložite, piše, oziroma kaj to konkretno pomeni, ta dopis, ki se pomeni? Tega, ki smo nam poslali 14. A ga pokažete? Ja. Yes, vse ga lahko dobite tudi. Kako ga spopiramo? Ja, boste dobili. Ja. Laično to pomeni takole. Če se mi pa odločila, da greva v neki družini, da gremo v neko investicijo, potem moramo sestaviti finančno konstrukcijo. En priliv, drugi priliv, tretji priliv, babica in ne vem kaj, ne? Prodaja nekega premoženja. In tako je tu. Občine imajo v svojih proračunih razvojne programe, da gre torej v neko investicijo. Ta investicija bo pokrita z evropskimi sredstvi, ker se bo prijavila na razpis in tako dalje. Potem bo pokrito nekaj iz proračuna občine, nekaj bo pokrito zopet iz proračuna občine, ki pa tudi njeni lastni vir, to pa je po 21. in 23. členu. In sedaj nekdo brez pravne podlage, nobene podlage nima, da to naredi, to bi bilo šele, ko bi bil sprejeti proračun rebalans proračuna državnega zbora, pošlje dopis, da tega denarja ne bo. Namesto, da bi poslal vsem tem občinam pogodbe, ker bi jih moral poslati. In ker pogodb ni poslal, ti ne moreš iti v izvedbo. Tam, kjer si pa že, recimo, v izvedbi, ne, pa ti se ne poveča, da ne boš dobil denarja, to meni ne boš mogel situacija plačati. Mislim, to je nepojmljivo. Gledajte, jaz se tega ne znam predstavljati, ne, kako. A bomo šli za občine na borzo, pa bodo iz Zavoda
zaposlovanje dobile nadomestilo ali kaj. Skratka, če so že, ali pa če bi to vlada naredila, mora povedati, kako sanirati. Lahko pač greš na banko, torej slep dobiš, pogodbo imaš, denar boš dobil šele marca, s tem bi šel na banko, bi dobil kredit, ampak seveda ne povedo, da bodo prvič, da bodo pač tudi plačali obresti ali karkoli že. Torej na tak način se to dela, ne pa kar naenkrat nič. In vedem, do danes, s podatkov, ki so ne opozicijski pa SMS-ovi, ampak iz interneta bolj pobrani, tako iz SRŽ-ja kot Ministrstvo za finance, smo do 30.6. dobili torej certificiranih zahtevkov za 986 milijonov. Veste, koliko bi lahko? 3,2 milijarde. 3,2 milijarde. Torej, bilo pa je za 986 milijonov. In lansko leto, v letu 2010, v proračunu, je bilo v proračunu najprej 1 milijarda, 1,1 milijarde sredstev, ki bo prišlo torej iz bruseljske blagajne v našega. To pomeni pri nas toliko pač več razpisov in tako dalje. Veste, koliko jih je prišlo? 500 pa nekaj milijonov. Torej 52% samo ne na proračuna milijardo 100, celo na rebalans proračuna 20, ki je že tam znižal za enih 100 pa nekaj milijonov evrov. To je tisto, zakaj nas skrbi. In sedaj, kako bomo mi prišli do 4,2 milijarde črpanja? Ja, ni šanse. Ni šanse, če se danes vsi torej zakopljamo in noč in dan delamo, bomo izgubili nekaj denarja. Sej, nekje javno so celo že priznali, da bo problem črpanja 2013, zato ker kaj ni bilo? Ja, razpisov ni bilo, projektov ni, šli so spreminjati OP-ov, in če se samo spomnite začetka te vlade, enega tajnega, torej zaupnega dokumenta, ki je takrat šel med ministrom Györkösem pa Gasparijem, ko je državna sekretarka magistra Andreja Jerina, direktor Evropskega direktorata na regionalno politiko v Bruselj, pisala neko pismo, za kar ministra nista vedela. In to je naredilo gromozansko školo. Gromozansko školo, seveda takrat je minister Györkös bil skočil, in očitno se tako daleč razjezil, da je potem topil tugo tudi drugje. Mene samo zanima, kako bistveno so ti postopki črpanja drugačni od prejšnje vlade pa sedaj? Mislim, vi ste zdaj nekako povedali, da krivite vlado, oziroma da je vlada odgovorna za te zamaške, da so nastali. Razpisano. Razpisano. Če lahko, Glejte, jaz lahko samo ponazorim na prvi razpis Interreg Slovenija-Italija. Ta še vedno ni zaključen. Zato, ker je prišlo do pritožbe in spora za strani, se pravi, dežele Fuganija Julijske krajine, in tudi pri tej zadevi ni odbor ali državni zbor, zdaj tudi še nikakršne informacije. In je nesprejemljivo, da sredstva dobesedno stojijo, niso razdeljena, zato ker se dva partnerja med seboj ne uskladita in dogovorita. Razpis je bil pa že pred 2 leti. To je problem. Ključen problem je v tem, se pravi, ni razpisov in na podlagi, se pravi, analize stanja, ki je učinkovito črpanje, bi bilo potrebno glede na učinkovitost, tam, kjer je učinkovito črpanje, iti k spremembi operativnih programov. Vse določene zadeve so bile tudi speljane, ne smemo zanikati, recimo poračun DDV-ja, DDV kot upravičen strošek. To so bili določeni, pa recimo potem tudi pri ZIPR-u, se pravi plačilo en dan pred zapadlostjo, 29. dan. To so določene spremembe, ki so bile sigurno pozitivne. Vendar, če sedaj ne bomo
In zadnji trenutek je letos, v začetku jeseni, naredili te ključne spremembe, se pravi, spremeniti način črpanja tam, kjer je črpanje učinkovito, potem se resno bojimo, da je lahko ogroženo, da pridobimo vsa sredstva, ki so zagotovljena v tem finančnem obdobju, da jih Slovenija pridobi. In ta skrb je zagotovo zelo resna. Ampak gledajte, na krepitvi regionalnih razvojnih potencialov, kaj sem prej govoril, na tisti postavki je bilo 600 milijonov. Kaj ste vi vprašali, kakšna je razlika med prejšnjo in to vlada? Prejšnja vlada je v enem letu naredila 4 razpise. Ta vlada je v 3 letih naredila enega. Za to postavko. Za to postavko. In sedaj klečimo na kolenih in prosimo občine, dajte nam vse izhodišča, kaj boste razpisali torej v 6. razpisu. In dajte tistih 130 milijonov približno, ki še nam je na te postavke ostalo, nam dajte, razpište jih, čakamo. Kdo ne dela? SVDR? Ja, SVDR tega ne dela. In torej, iz 600 na 500 je 83% izkoriščeno. In če bi mi bili tako, bom rekel, na celotnem področju, bi bilo ok. Glede, občine ne zahtevamo, da mi dobimo še teh 130-40 milijonov, koliko je še pač ostalo, danes ali jutri. Ne, sklep pravimo, nič druga, da lahko projekte penjemo, tako kot je kolega rekel, do 31.12.2014 je konec. Ja, pa ne moramo mi decembra 2014 podpisovati za 2 milijardi evrov pogodb, pa da mislim, poslušajte, pa a smo resni, no? V tem je razlika, Veste, hudič je, da to vlado vodijo ljudje, ki nikoli niso vodili niti kakega športnega društva ali pa nekaj manjšega, kaj šele kako krajevno skupnost, Da je bil kakvi župan iz kakve občine, ja to pa ne, to pa je tak smrtni greh, ker župane bi trebalo tak zdela poobesiti, več ne bi delali cirkusov po državnem zboru. V smislu opozarjanja na takšne zadeve, Ok. Bomo vam podali diskutirati. Ja, bomo diskutirali. Če je to vse, se vam zahvaljujem za današnjo prisotnost in vam želim še naprej lepo avgust, malo bolj sončan in malo bolj toplo. Še bo nekaj sonca pošlo, Hvala lepa.